Predstavljamo nelajajočega pratipskega afriškega psa. Spoznavamo eno najpomembnejših in tudi najbolj ogroženih živali v ekosistemu. V podvodnem svetu tokrat več pozornosti namenjamo bojevitim lepoticam. Ok, bomo kar krožili z rameni, roke so sproščene, ramena fajn raztegnemo nazaj in gremo tudi naprej. Pozdravljeni! V današnji oddaji o živalih in ljudeh bomo zelo aktivni. Pridružili smo se skupini Fit for Paws, ki redno trenira in se sprehaja po Mariborskem Pohorju. Moja partnerka danes bo Saj. Že za dobro voljo si je prislužila nagrado. Ines, kaj vse bomo danes počeli? Danes kot prvo smo se segreli, tako ste videli. Zdaj se bomo počasi odpravili proti trikotni asi. Šli bomo v hitri hoji, pomeni ne bo to nedeljsko sprehajanje, ampak bomo tudi malo dvignili naš utrip srčni. Zgoraj bomo naredili vaje z TRX-em in z elastikami. Prav tako bomo zgoraj imeli predstavitev pasjega frizbija. Potem pa se bomo počasi odpravili nazaj v dolino in se bomo še raztegnili, malo se bomo še podružili z psmi in to je to. Vse vaje, ki ste jih našteli, so zdaj bile o tem, kaj bom počela jaz in kaj bo počela ostala skupina vodnikov, kaj bodo pa počeli psi. Psi bojo pa zmes počeli vaje za poslušnost, prav tako določene trikce, delali bojo na pavžogah, malo se bojo tudi oni razmigali. Najbolje, da se odpravimo. Saj! In smo šli. Večina štirinožcev bolj strumno kot dvonožci. Čas hoje navkreber je priložnost, da vam predstavimo v Sloveniji ne tako pogosto pasmo psov. Ja, tukaj imamo tipično predstavnico pasme Basenji. Basenji so pratipski psi, izvirajo iz Afrike. V Sloveniji jih je tam okrog 70, pa konec leta pričakujemo mi še eno leglo. So zelo taki elegantni, ljudje jih ponavadi na videz pač prepoznajo po teh pokončnih uhlih in po repu zavitem vzaj na hrbet. Značilno za njih je, da ne znajo lajati, ampak niso nemi, spuščajo različne zvoke od gruljenja, jodlanja, tuljenja, ampak lajajo pa ne, tako da so v bistvu idealni za stanovanje. Tudi dlaka se menja v bistvu samo 2-krat letno, pač konkretno, drugače pa načeloma ne. So brez tipičnega pasjega vonja, kar je tudi super. To je pa to. So drugače zelo aktivni vzunaj, zelo zvedavi. V stanovanju so pa v bistvu zelo mirni in najraje imajo kakšne sončne predele, pa kakšne tople radiatorje pa tako naprej. Veliki so tam okrog 40 cm plečne višine. Po standardu je samci 43, samica 40, težajo tam okrog od 9 do 11 kg.
tako da se jih da lepo dvigant. Barve so priznane 4. Rjavo-bela, vidimo tukaj, potem črno-bela, trikolor in pa tigrasta oziroma brindel. Treba jih tudi kot mladiče zelo veliko sprehajati, vsaj znoreti. Družine, ja, na otroke se dajo zelo lepo navaditi, ampak imajo pa v bistvu vedno neko svojo mejo, da tudi otroci ne smejo biti preveč vsiljivi v njih, se pač treba otroke to naučiti, zato ker znajo drugače pokazati, če jim kaj ni všeč. Zelo radi so dominantni in sploh med istim spolom znajo zelo hitro pokazati, kdo je, oziroma se probajo zmeniti, kdo je šef. Če se poznajo, načeloma s poznanimi psi ni nobenih problemov. S psi, ki se posrečujejo tako, pa je že malo tiste tolerance. Treba je pač poznati psa, da vidiš, kako bo reagiral pač na drugega. To je Žadi, je črno-bela basenčika. Koliko je stara? Stara je 3 leta. Kaj vse lahko z njimi počnete? Baje imajo tudi lovski nagon. Kako se to kaže v njihovem značaju? Ja, so zelo aktivni psi, torej pač je za njih primerno, pač, da se veliko ukvarjamo z njimi. Imajo tudi ogromen lovski nagon, zato so tudi primerni za lure coursing. Med drugim se pa jih da motivirati tudi agility in canicross. So jih včasih tudi uporabljali za lov? Ja, to so lovski psi in so jih včasih tudi uporabljali za lov. Danes se pa še v Afriki vedno uporabljajo za lov. In najpogosteje popoldneve preživljate kako? Kaj vse počnete? Ja, znotraj so dokaj mirni, torej ne norijo ravno po hiši. Drugače zunaj so pa zelo aktivni, da niso primerni aktivni sprehodi, tek. Njo recimo se da tudi zelo za trike motivirati, torej znamo tudi ogromno trikov. Meni je super pač priročnost, majhen, brez vonja, ne laja, to mi je pač zelo pomemben, ker pač načeloma živimo v bloku. Potem, ker, ne vem, njihov karakter, da so v bistvu dosti samosvoji, razmišljajo svojo glavo, sicer so zaradi tega malo težji za vzgojiti, ampak če se vloži dosti truda pa energije, pa predvsem potrpežljivosti se jih zda zelo lepo. Pa taki so, radi spijo pri tebi v postelji, zraven se stiskajo, zelo se navežejo na lastnika. Naprej pomakneš roko, da vstane. To je. Sedi. Sedi. Pa kar daš ji vmes priboljšek. Evo, pridna baba. Pridna. Sedi. Tako uspešno smo prišli do trikotne jase. Ja. Zdaj poteka vaja s psi. Kaj pravzaprav počnemo? Zdaj v delu, ko vadimo z psi, izvajamo preproste vaje, s katerimi psa na nek način motiviramo k sodelovanju. Mu tudi omogočimo, da v bistvu pokaže to, kar zna, vaje prilagodimo, seveda stopnji znanja, ki ga ima določen pes. Ob tem pa poskušamo v to vadbo integrirati tudi same mišice psa. To se pravi, pri tej vaji recimo delajo mišice telesa in mišice tačk. Vaja je zelo preprosta, vsak jo lahko izvaja v bistvu kjerkoli, kjer vadi. Pomembno pa je, da od psa ne zahtevamo preveč. Torej, če pes ne zna iz ležečega položaja vstati, zahtevamo raje, da samo sede pa vstane oziroma pač olajšamo samo izvedbo vaje. Na kaj moramo biti pozorni, ko hodimo s psom navkreber, recimo? Ja, hoja navkreber je v bistvu bolj primerna za tiste vodnike in pse, ki nimajo kakih težav z sklepi, recimo. Zdaj, če je hrib bolj položen, to ni tak problem, če pa so to večje strmine, pa je že potrebno paziti na to. Pomembno je tudi, da imamo psa vedno pod nadzorom, da preprečimo, da bi pojedel karkoli, ne vem, strup recimo, to je zadnje čase dokaj aktualno. Paziti moramo tudi, da ne motimo drugih pohodnikov,
se obnašamo nekako športno in uvidevno do ostalih, ker vemo, da nekateri ljudje imajo tudi strah pred psi, jih moti recimo prisotnost psa. Tako da vsekakor priporočamo uporabo povodca in oprsnice tudi pri hoji v naravi, kot seveda tudi v urbanem okolju, recimo v mestu. Tudi povodec imate poseben takšen, ki omogoča psu več gibanja. Ja, to so posebni povodci, ki se uporabljajo prav za pohodništvo, za tek z psom, recimo tudi za nordijsko hojo z psom. In pa oprsnica, ker v bistvu sama ovratnica nekako ustvarja prevelik pritisk na vrat pri psu, kar ga moti, lahko tudi povzroča poškodbe, če bi pes recimo vleko. S takim povodcem in oprsnico pa blažimo te sile in v bistvu psu tudi omogočamo in celo spodbujamo, da pes aktivno vleče in s tem tudi na nek način krepi svoje telo. Načeloma pa vsi psi vseh pasem uživajo v tovrstnih sprehodih. Ja, seveda. Nekateri ljudje imajo mogoče malo predsodkov, da njihov pes ni primeren za tako udejstvovanje v naravi oziroma športno vadbo, ker je, majhen, preveč masivn, ampak z nekim izobraženim inštruktorjem, ki jim da nasvete, kinološkim inštruktorjem ali pa fitness inštruktorjem za človeka, recimo, ki zna pravilno svetovati, lahko vse te dvome razblinimo, saj so, kot vidimo, pri naših udeležencih primerni tako večji kužki kot manjši kužki in za njih sploh ni nobene ovire. Na sprehodih v naravi srečamo veliko živali, tudi čebele. Letošnje leto je teh baje manj. Naslednje minute tako posvečamo čebelam. Zdaj je glavna sezona, to pomeni, čebelarji so več ali manj čebelce pripravili na pašno sezono in trenutno opazujejo, kako čebelice nabirajo akacije v med. Nekateri so že stočili cvetlični med, zdaj pa v bistvu polnijo satje z akacijevim medom. Kako pripravite čebele na nabiranje medu? Ja, v bistvu z rednimi pregledi, razporejanjem družince po panju, da pač dosežemo čim večjo številčnost čebel in sicer pašnih čebel. Letošnja sezona sicer je zelo neugodna zaradi teh slabih vremenskih razmer v aprilu, kjer se je razvoj čebel zaustavil. Pomeni, čebelce so 2 do 3 tedne v zaostanku za svojim razvojem. Narava je pa pohitela in to vse nadoknadila in v bistvu številčnost čebel, teh delavk, pašnih čebel, ni tako velika, kot bi morala biti. Katere čebele lahko vidimo v panju, ki je za nami? V tem panju, v tem čebelnjaku in povsod po Sloveniji lahko vidimo le krajinsko sivko, ki je v Sloveniji zaščitena. V bistvu je to, seveda, tako bo vsak čebelar rekel, najbolj pridna čebelca na svetu. Pri krajinski sivki gre za skupek vseh dobrih lastnosti. Imamo čebelce, ki so še bolj mirne kot krajinska sivka, imamo čebelce, ki še manj rojijo kot krajinska sivka, imamo čebelce, ki prinesejo več medu kot krajinska sivka, ampak krajinska sivka je čebelca, ki pa ima najboljše povprečje vseh teh lastnosti. Čebelja družina ima, tako kot vsaka družina, vodjo, matico, ki je v vsakem panju samo ena. Potem imamo v panju nekaj 100 trotov in pa, odvisno od vrste panjskega sistema, tudi tja do 60 do 80 tisoč čebel delavk. Te čebelce, ki vi vidite v naravi, zdaj v sezoni, ki nabirajo med, v bistvu živijo samo, ko enkrat zapustijo panj, še samo 20 dni. In nabirajo 20 dni med, po noči v panju predelujejo ta med, ventilirajo, odvajajo vlago iz te medičine, v bistvu ne nabirajo medu, ampak medičino, in po 20 dneh zaključijo svoje poslanstvo. Čebele so v bistvu domače žival, ki to ni. Namreč v milijonih let svoje evolucije se niso spremenile niti malo. Fosilni ostanki čebel kažejo, da so bile
mnogo milijonov let natanko takšne, kot so danes. To pomeni, da so že davno tega dosegle svoj nivo in jim ni bila potrebna nobena evolucija več. Se pravi, da smo ljudje veliko večja spremenljivka in nedodelana vrsta, kot so te živali, ki jih imam trenutno v rokah. Pri nas je doma, je domovina kranjske čebele, Angleži jo imenujejo tudi gentle bees, to se pravi mirne, krotke čebele so to, sivka je pa njeno najbolj znano ime. Pod tem imenom je tudi cel svet poznal, oziroma kranjska čebela, Carniolan bee, Kreiner bienen, oziroma Apis mellifera varietes carnica. V vseh jezikih je označena njena rasa in s tem označuje, s to čebelo se lahko dejansko s ponosom kitimo, samo da se ona malo manj z nami, ne? Namreč v tem času našega razvoja v bistvu smo začeli tej živali škodovati. Čebela ni domača žival, ker se ne zaveda tega sobivanja s čebelarjem. Tukaj gre v bistvu za trik, ko je človek ugotovil, kako lahko sobiva s čebelo in ji na nek način ponudi dom. Samostojno bi čebela lahko živela, se pravi, pač v okolju, kjerkoli je, kamorkoli roj uide, bodi si v neko drevesno duplo, jasno, predpogoj je, da je tam kaj paše. Danes smo pa čebele ogrozili predvsem z onesnaževanjem okolja. Čebele so v bistvu pomembni bioindikatorji, tako da v bistvu najprej zaznajo to onesnaženje bistveno prej kot mi, ki smo se mu najbolj prilagodili konec koncev. Zato v bistvu so čebele ogrožene, ker kemija je nevidna, ne? Tudi v tistih okoljih, kjer je najbolj zaželena, kamor ne bi jo celo vabili in kjer jo bi mogla biti, to so sadovnjaki in druga urejena kmetijska področja, kjer dajo čebele svojo piko na i z opraševanjem. Med je predvsem temu zgolj stranski produkt. Mi vidimo to vidimo ljudje. Dejstvo pa je, da so čebele ogrožene, ne samo to, ker ponovadi kažemo na velike predelovalce sadja, na velike intenzivne plantažne nasade, pa vsi kažemo s prstom na njih, da so glavni onesnaževalci. Res, da so, absolutno so onesnaževalci, samo zanje se ve, da so in imamo obrambni refleks, saj takšen, da s čebelami tja ne bomo šli. Ampak večji grešniki se nahajajo med nami, posamezniki. Lastniki posameznih jablan, hrušk, češenj, karkoli že, se pravi obhišnih sadovnjakov, ki jih pol neuki ljudje škropijo na vse pretege s podeseterjeno dozo aktivne snovi v pripravkih, tako za vsak slučaj pravijo, ne? In jasno, tak človek ne škoduje sam tistim živalim, ki se tisti hip znajdejo na njegovem vrtu, ampak se v celi skupnosti. Vsi smo opazili letos, da je velik primanjkljaj medonosnih čebel. Medonosne čebele so v bistvu, kot sem dejal, prve zaznale to kemizacijo in to je glavni, ne edini. Eden od razlogov so tudi bolezni, nekoliko manj dolga zima, ki je bila in je delala pač svojo selekcijo med slabiči, se pravi med šibkimi panji. Ampak to nam pove, da mrmranje čebel na nekem poletnem travniku ni tako samoumevna zadeva, pač se lahko malce zaskrbimo. Letos sem z najmanj 100 ljudmi govoril o tem, da pogrešajo čebele, tako v sadovnjakih kot na vrtu nasploh. Ljudje pravijo, čebel ni. Ugotovili smo, da smo temu mi krivi sami in ne moramo več, prišli smo v tisto fazo, da ne moramo več kazati na nekoga drugega, ampak lahko s prstom celo pokažemo sami nase, da potrkamo na svojo vest, se na kraljestvih, ki jih imenujemo naši vrtovi, odrečemo rabi pač vsake kemikalije, kajti nihče nas nima zaenkrat še pravico siliti v to in pač raje mutiko v roke, ne herbicid in to je naš slog. Super, fajn stisneš trebušne, lopatice stisneš skupaj in počasi. Mi nadaljujemo z vajami, tokrat z vajami za ljudi, za vodnike. Kaj počnemo?
Delamo vaje z TRX elastikami. To so vaje, ki jih delamo z lastno težo. TRX-i so zelo primerni za takšno vadbo v naravi, ker jih lahko, kot vidite, obesimo kjerkoli. Zdaj, specifično pri tej vaji smo krepili hrbtne mišice. Kaj med tem počnejo psi? Psi med tem čakajo na prostoru ali pa sedijo. Pomeni, delajo vedno vaje za poslušnost. Fajn je, če vidite, da je vaš pes zelo nemiren, da ga zmes že prej pohvalite z priboljškom in ga daste ponovno v vajo poslušnosti. To vrstna vadba v naravi, gibanje pa je prav gotovo ena dodana vrednost v odnosu med človekom in psom. Ja, seveda, zelo je pomembno, da krepimo ta odnos. Zelo je fajn, dejansko naš program je tako nastavljen, da se povezuješ z svojim psom, da krepiš ta odnos, da nekaj narediš za sebe in za njega. Tako da vaše telo vam bo hvaležno in tudi vaš pes vam bo hvaležen. Hvala lepa. Prosim. Ob koncu današnje oddaje pa se selimo v podvodni svet. Spoznali bomo siamske bojne ribice. Siamska bojna ribica je ena najbolj znanih akvarijskih ribic. Njena domovina je Tajska, kjer živi v močvirjih in stoječih vodah, predvsem riževih poljih. Divje predstavnice so na splošno precej manjše od umetnih pasem. Te, ki jih opazujemo v teh akvarijih, so seveda izpeljanke, so že pasemske ribice. Tako poznamo več pasem, kot jih imenujemo tako zvane half moon, potem so recimo crown tail, pa potem razne barvne variante od rdeče, plave, turkizne, bakrene, metalik in seveda še bi lahko našteval tele različne pasme. Zanimivo s temi ribicami pa je tudi, da tile ljudje, da obstajajo tekmovanja, kjer ribice tekmujejo v vsej svoji lepoti in takšne ribice lahko tudi dosežejo ceno tam do 1000 evrov. Torej, te ribice potrebujejo predvsem zelo gosto zaraščen akvarij. Potem pri teh ribicah je zanimivo, da dihajo atmosferski zrak, imajo poseben organ labirint in kar pogosto hodijo na površino, kjer zajemajo atmosferski zrak. Za te ribice je zelo zaželeno, da naredimo bolj temno vodo, tako da uporabimo kakšen pripravek ali pa kakšne naravne tudi liste, ki spuščajo v vodo tanin. Siamska bojna ribica je sicer miroljubna riba, samci pa se med seboj ne prenašajo. Samček želi harem, samičk, in zato, če se odločimo, da bomo te ribice gojili, je zaželjeno, da imamo več, da ob nakupu vzamemo več samičk. Prav tako potem samček tele samičke prepodi na določeno mesto, ponavadi med rastlinje, kjer naredi iz zračnih mehurčkov gnezdo, kjer potem samička odloži ikre in ko se iz iker izležejo ličinke, so prilepljene na tele zračne mehurčke, ki jih ribica sproti obnavlja. Zraven sicer grejo tudi kakšne miroljubne ribice, manjše vrste, zaradi tega, ker kakšne agresivne bi pojedle tem ribicam plavutke.